pozdravljeni. Računam, da se slišimo, se sliši, je v redu. Lahko začnemo z eno kratko molitvijo, če pa lahko kar sedite. Ni nič ne škodi, če sedem molimo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in uživnih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega duha in prerojeni bomo in prenovi boš obličje zemlje. Molimo. O Bog, ki si srca svojih vernih z razsvetljenjem Svetega Duha učil, da je nam, da bomo v tem istem duhu odkrivali in prepoznavali, kaj je prav in dobro, in se prizadevali tudi za tako delo in življenje po Kristusu našem Gospodu. Tako, hvala lepa. Tematika je po eni strani zanimiva, sem bil kar vesel, ko sem dobil to. Po drugi strani seveda pa tudi je kar zahtevna, pa ni nova. Tudi sam sem že velikokrat razmišljal, nekaj stvari so že tudi znane, o njih sem že večkrat predaval. In ob tem seveda skušal tudi malo poglabljati te stvari, o katerih sem že prej kdaj razmišljal. Tudi študentje tukaj te vsebine ali pa te izzive že nekatere poznajo ali pa večina. Če razmišljamo o odpuščanju, potem je včasih tako, da se nam zdi, da enkrat odpustimo, potem je pa ta stvar opravljena. Je tega konec. Ampak izkušnje nas učijo, da se potem stvari še kar pojavljajo. Tudi ko smo že načelno odpustili, potem nas še vedno kaj zaboli kdaj. Zgodi se, recimo, da se celo po noči kdaj zbudimo, pa smo mislili, da smo kakšne vsebine, kakšno vprašanje ali izzive že predelali, pa se zbudimo prepoteni. In razmišljamo ali celo sanjamo ravno o kakšnem takem konfliktu ali izzivu, bolečini, ki ni predelana. Velikokrat se zgodi tudi, da so to bolečine, ki niso povezane samo z neposredno mojimi odnosi, ampak tudi z odnosi pred mano. In nekako lahko rečemo, da vsak človek v sebi nosi nekako 4 generacije. 2 pred sabo, svojo in seveda eno iz prihodnosti. Se pravi 2 pretekli, svojo in eno prihodnjo. Svoje otroke, ampak tudi, če nimamo otrok, nosimo ob tem pogledu prihodnjo generacijo. Stare starše, sebe in otroke. V nekem drugačnem smislu seveda vsak človek nekako nosi tudi nekakšni zipani obliki, kot bi temu rekli. Se pravi strnjeni. Tudi številne druge generacije pred mano, pred nami. Vendar neposredno bolj 2. Zgodi se včasih, morda kdo pozna take primere, da pri barvi las se to lahko pozna ali pa vidi. Da ima nekdo recimo svetle lase, pa nobenen od staršev nima svetlih las. Imel jih pa kdo od starih staršev, po eni ali drugi strani. Tudi kakšna bolezen je taka, ki eno generacijo lahko preskoči, ali pa kakšna sposobnost. Glasba je pogosto taka sposobnost, da gradi na prejšnjih generacijah. In se lahko zgodi, da ena generacija ni bila tako glasbeno nadarjena, ampak kljub temu je otrok, je sin ali hčer izredno glasbeno nadarjen. Tako da nosimo korenine svoje preteklosti. In če želimo, velikokrat se o tem tudi razmišlja, tudi recimo nekateri dajo za mašo, kot temu pravimo, za ozdravitev družinskega debla. Na vsak način smo mi del tega debla ali tega drevesa. In ko rešujemo take zadeve, ko iščemo poti do sprave, ko odpuščamo, potem to ni enkratno dejanje.
ampak je velikokrat vseživljenjski proces. Bolj konkretno bomo to pogledali na primeru 4 svetopisemskih generacij, ki jih poznate že večinoma in se ne bomo ustavljali neposredno ob besedilu, ampak samo ob zgodbah. Na neki bolj nebiblični ravni pa lahko pogledamo že na začetku kakšen primer, kako se to dogaja čisto v realnem vsakdanjem življenju. Recimo, da če jaz sebe postavim v drugo generacijo. Potem pa, ali pa lahko, ker sem govoril od 3, 4 v tretjo, tako kot smo najbolj pogosto v svojih čutenjih, v tretjo generacijo. Potem, če pogledam nazaj, lahko morda prepoznam, da je bil moj oče nekako bolj občutljiv, morda tudi bolj zadirčen, kot bi pričakoval. In to smo opazili lahko otroci in je opazila žena, mama. Ko se sprašujemo, to je sicer namišljen primer, tako da ne govorim prav o sebi, ampak primer kot tak, lahko se vprašamo, zakaj je bil tako občutljiv, preobčutljiv, zadirčen, tudi včasih živčen. Potem pogledam stare starše svoje, njegovega očeta in njegovo mamo. In opazim, da je bil, na primer, njegov oče, se pravi moj dedek, alkoholik. In ker je bil moj oče otrok alkoholika, potem je čisto naravno, da se je boril proti alkoholu. In je nekako nosil v sebi ta občutek, jaz ne pokusim alkohola. Ker je vedel, kako zapleteno je življenje z alkoholikom, koliko bolečine to povzroča, koliko agresivnosti. In zato je sklenil, ne pokusim alkohola, sem abstinent. Seveda je s tem ta problem rešil, ni pokusil alkohola vse življenje. Bil je pa preobčutljiv in seveda povsod je videl nevarnosti alkoholizma. Tako na svojih otrocih, kot tudi kjerkoli se je pa srečal. To pomeni, da je on premagal ta izziv alkohola, nevarnost alkohola, seveda ni pa tega povsem premagal, ampak ga je prenesel, pretvoril, preoblikoval v svojo preobčutljivost. Temu pravimo, da je ta problem alkoholizma transformiral. Trans so bila manj vsa prevozna podjetja, kar pomeni, da prevozi, prenese. Forma je pa oblika. Je torej nekaj tega prenesel, nekaj pa tej težavi, temu problemu dal novo obliko, ki je sedaj preobčutljiva in agresivna in seveda nekako nadpovprečno tudi včasih povezana z živčnostjo. Jaz nisem imel očeta alkoholika, imel sem pa preobčutljivega očeta. In seveda moja mama preobčutljivega moža. Jaz sem v 3. generaciji in vem, da ni težava alkohol, ampak preobčutljivost, živčnost in to skušam razrešiti. Tako, da seveda jaz lahko nekako normalno uživam tudi alkohol, zdravo, hkrati pa tisto občutljivost, ki jo imel oče, predelam. In ne želim biti tako občutljiv, tako živčen, kot je bil oče, to pokažem tako v odnosu do svojih staršev, kot tudi seveda do svoje žene. In ko sem to predelal, se bo to najbolj videlo v mojem zakonskem ali partnerskem odnosu. Če bom jaz, seveda tudi otroke, ampak vendarle do otrok sem drugačen kot do žene ali pa žena do moža. Če bom jaz uspel zgraditi trden odnos, stabilen odnos s svojo ženo in jo sprejeti takšno, kot je, potem sem jaz uspel predelati tudi to občutljivost, preobčutljivost. To se bo pokazalo na mojem zakonskem partnerskem odnosu. Kljub temu bodo pa nekaj tega mojega truda za to, da vse te težave predelam,
prejeli tudi še moji otroci. Vendar bo to že tako malenkostno, da bodo lahko rekli, mi s tem nimamo več težav. Mi lahko povsem trezno in razumno in seveda tudi čustveno stabilno gradimo svojo družino in svoje otroke. 4 generacije so torej trajale zato, da se je en tak problem prečistil. Medtem so se vse generacije, vsaka generacija na svoj način trudila za odpuščanje in spravo. Ampak v dokončni obliki se to navadno zgodi šele 4. generacijo. Poznamo najbrž ta rek, se mi zdi, da je iz pregovorov. Očetje so jedli kislo grozdje in otroke so skeleli zobi. Skratka, se je bilo obdobje prej v preteklosti, kot vemo, ko je kakšna revolucija skušala pozabiti preteklost, pa zgraditi povsem nove odnose, ampak to ne uspeva. To samo maltretira nove generacije. Tako da moramo sprejeti preteklost takšno, kot je, šele ko jo sprejmemo, in če jo sprejmemo, potem jo lahko tudi predelujemo. In potem lahko tudi odpuščamo. In seveda tudi vodimo proces sprave. Zdaj bi pa na teh svetopisemskih primerih malo nakazal, kako svetopismo to razrešuje. Poznamo zgodbo o Abrahamu in njegovi ženi Sari, ki sta, če smem tako reči, bila srečno zaljubljena, povezana, ustvarila svojo družino. Vendar čez nekaj časa, tako pravi svetopismo, pride do lakote v njegovi deželi. In kot poznamo te zgodbe, Abraham in Sara gresta v Egipt. Lakota, vemo, ne pomeni samo skrb za telo, ampak skrb za dušo, skrb za duha, skrb za odnose torej. Lačni smo lahko tudi topline, bližine, ljubezni, varnosti. In ko se je to začelo izgubljati, sta Abraham in Sara odšla v Egipt. V Egiptu, kot vemo, nista bila več tako povezana, ampak sta živela bolj vsak v svojem svetu. In vsak je čutil tudi svoj pogled in svoje težave. Sta se nekako razživela, kot poznamo ta izraz. In v Egiptu pravi Abraham svoji ženi Sari, reci, da si moja sestra. Poznamo to zgodbo. In vemo, da to ne pravi zato, ker se boji za ženo, ampak ker se boji zase. Pravi, tebi se bo dobro godilo, jaz bom pa ostal živ. In na tej podlagi, seveda, žena je sedaj nekako svobodna, lahko gre na dvor. Abraham je tudi svoboden in se lahko ustvarja svoje okolje in svoj življenjski slog in stil brez žene. V takih kriznih situacijah, ko se razživimo in ne vidimo drugega, se zapiramo vsak v svoj svet in seveda s tem, ko živimo vsak v svojem svetu, ne ustvarjamo samo konfliktov, ampak ustvarjamo prazen prostor, prostor praznine, ki je pa velikokrat hujši kot konflikt, ker dokler se kregamo, se še vedno pogovarjamo. Ko se nehamo kregati, takrat se ustvarja ta praznina in takrat se razživimo. To razhajanje se začne pravzaprav takrat, ko nas postane strah, da bo kaj narobe. Ko moram paziti ali ko pazim, da ne rečem kakšne besede, ki ne bo prava. In v tem prizadevanju seveda je vse manj pravih besed, ker se vsaka lahko narobe razume. In vsaka je lahko tudi napačna. In kako dosežem to stanje, da nikoli ne rečem nič več narobe? Samo tako, da sem tiho. In ko sem enkrat tiho, potem sem že razživel. To se je dogajalo Abrahamu in Sari v Egiptu.
Seveda nekaj časa sta bila oba kar zadovoljna, kot vem. Sara pri faraonu, Abraham pa s svojimi zaslužki, lahko rečemo, pridelki, svojimi hlapci, oslicami in kamelami. To čutenje pri razhodu doživlja nekoliko drugače moški kot ženska. Moški pogosto čuti, da je preveč privezan, da nima svobode, da si ne more privoščiti oziroma razmišlja o tem, kaj vse bi si privoščil lahko, če ne bi bil oženjen. In v tem razmišljanju seveda vse bolj zahaja v neko konkretnost in tudi materialnost. In Abraham dobi ta odgovor, kaj vse si lahko privošči. V obliki hlapcev, slic, kamel, v obliki materialnega bogatstva. Ženska čuti tako praznino nekako v drugi obliki, na drugačnih ravneh, razmišlja in sanja o moškem, ki bo drugačen od njenega dosedanjega moža, ki bo pozoren, ki bo ljubeč, ki bo stalno doma, ki bo, ne vem, znal prisluhniti in tako naprej. Sanja torej o idealnem moškem in ga dobi v obliki, v podobi faraona. Tako da po tem razhodu bi lahko rekli, sta oba zadovoljna najprej. Abraham obogati, Sara ima pa idealnega moškega, idealnega moža. Vendar čez nekaj časa, tako ta pripoved, opazita, da, kot bi danes mladi rekli, ali pa ne samo mladi, da to ni to. Skratka, da to življenje ne osrečuje tako, kot sta prej pričakovala in kot sta prej hrepenela. Abraham ugotavlja, da bogatstvo tudi ni vse, da mu manjka odnos, bližina, toplina. Sara ugotavlja, kot bi včasih slišimo, da so vsi moški glih, da ta faraon ni nič bistveno boljši od Abrahama, s katerim je prej živela. Tu pogosto pomislim na eno gospo, ki je prišla pač na nek terapevtski pogovor in je živela s tretjim moškim. In enkrat je rekla, pravi, če bi jaz s ta prvim tako potrpela, kot s tem, bi bila še pri ta prvim, pa bi bilo to še najboljše. Skratka, ne preberemo veliko, ker je večino težav v nas samih. In zato se dogovorita, da bosta poskusila skupaj živeti skupno pot še enkrat, znova. Pri tem, ko poskušata znova, kaj opažata? Da ni otrok, da ta njun odnos ne rojeva, da ni rodoviten. In zato tukaj zdaj Sara predlaga Abrahamu, naj gre k dekli, pa naj ima z njo otroka. In ga ima. Do tu, to je ta totalni razhod, potem imamo, kot bi lahko danes bolj preprosto rekli, dva skoka čez plot. Prvega napravi kdo? Sara. Na pobudo Abrahama. Mož je rekel, reci, da si moja sestra. Drugega napravi Abraham. Na pobudo žene, Sare. Ona mu je rekla, pojdi in imej z deklo otroka. In celo jo vzame za ženo potem. Seveda, skušata živeti kot zakonca, kot par, graditi rodoviten odnos, pa ima ne uspeva in tako hrepenita po rodovitnosti, po otroku torej, da to napravita, takrat je bilo tudi to možno, drugače preko dekle. Vendar, kot se to pogosto zgodi, potem tudi Sara zanosi in rodi. To je veliko primerov, ko recimo dva ne morete imeti otrok, pa enega posvojita, potem imata pa še svojega. Ne tako redko celo dvojčke. In tudi Sari in Abrahamu se to zgodi in seveda imata potem Izaka in potem, kot vemo, Sara pritiska na svojega moža Abrahama, da mora odgnati
Hagaro in Izmaela, njenega sina, ker te konkurence sedaj Sara, ki je tudi rodovitna, ki rodi, ne prenese več. To umazano delo mora tu opraviti mož, verjetno ne samo tu, ampak tu gotovo. Kaj to pomeni? Ta sin Sare je sad neprečiščenega odnosa, lahko rečemo neke igre. Kaj se dogaja včasih? Recimo, to so znani primeri, tudi že slišani seveda. Če se recimo kaj prepiramo doma, pa pride na vratih, pozvoni, pa vidimo, da je ravno župnik. Kaj se bo zgodilo? Da bomo v trenutku tako prijazni drug z drugim, kot prej nikoli nismo bili že, ali pa dolgo časa že ne. Ko župnik odide, se bomo spet kregali, seveda, tam, kjer smo prej končali. Ampak ta igra, ko je bil župnik na obisku, nas lahko tudi pozitivno nagovori. Si lahko zamislimo ali rečemo, a ne bi bilo lepo, če mi te stvari razrešimo, se pogovorimo, potem pa tudi dejansko tako živimo, kot smo prej igrali, da živimo. Lahko nas torej spodbudi in ko nam enkrat uspe, da res iskreno komuniciramo, rešujemo sproti težave in seveda tudi iskreno svoje odnose tako živimo, potem nam najbolj gre na živce igran odnos. Zlasti mladim gre to tako na živce, da tega ne prenesejo. Vse hočejo tudi precej direktno povedati. Zato Hagara in Izmael, ki zastopata tu igran odnos, morata oditi. Zato, ker potem igra v naših odnosih nima več prostora. In ostane samo sad pristnega odnosa, ki je tukaj Izak. Seveda, s tem niso rešeni vsi problemi in vse težave. Kot vemo, po eni strani je težava v konfliktu med Izakom in očetom, ki ga skoraj ubije, to je na tej medgeneracijski ravni, po drugi strani pa tudi, ko Izak odraste in se poroči, se mu stvar ponavlja. Tudi Izak pravi, ko pride do stiske, gremo v Egipt. Vendar mu Bog pravi, ne hodi v Egipt, ne delaj tega, kar je delal tvoj oče. In ne gre v Egipt, ampak tudi tam, kjer ostane, nekje bliže v Gerarju, tam tudi on, kot vemo, reče svoji ženi, reci, da si moja sestra. Vendar se ta dva ne razideta, ne ločita fizično. Ta faraon, Abimeleh mu je ime, vidi nekoč, kako ljubkuje Izak svojo ženo in pravi, zakaj si se ti tako zlagal, zakaj si rekel, da je to tvoja sestra. Marsikdaj bi kdo lahko ležal s tvojo ženo in nakopal bi krivdo na nas. Skratka, tukaj ta bližina ali pa večja senzibilnost okolja pomaga k temu, da se ta razhod ali razživljanje v fizični obliki ne zgodi. Zato, ker ta dva ne gresta v konflikt tako globoko kot prejšnja generacija, se pravi, delno sta rešila, nista se ločila, ampak sta pa kljub temu svojim prepirom nakazala, kako težko je predelovati take izzive in take bolečine svojih staršev, ampak sta kljub temu nekaj na tem delala, zato tudi nimata samo enega otroka, ampak imata dva, kot vemo, ki pa se prepirata že v materinem telesu, kot vemo. Skratka, konflikt med sabo sta prenesla na naslednjo generacijo, med bratoma. Poznamo to zgodbo, kako je imel oče rajši Ezava, mama rajši Jakoba, zato, ker je Ezav nekako zastopal, bil prvorojenec in vemo, da prvi otrok navadno bolj odslikava očeta, drugi otrok bolj mamo in sta tu imela vsak svojega otroka. In ti konflikti, ki so se začeli že v materinem telesu,
se potem samo še nadaljujejo. Ta dva brata sta skregana pač do poznih odraslih let, če se tako reče, skoraj ne do smrti, ampak do starosti. In poznamo te zgodbe tudi, kako Jakob svojo mamo ogoljufa, Ezava za blagoslov, in seveda to je dodaten razlog za konflikt in prepir. Skratka, ne razmišljata v mladosti o spravi, ker živita nekako odnos, ki je, ali pa napetost odnosa, ki je predvsem odraz odnosa staršev, Izaka in Rebeka. Ker se ona dva kregata, se kregata tudi prva dva otroka. Eden ima rajši očeta in oče njega, drugi rajši mami in mami njega. In tako se goljufata, pravimo, da ta družina 4 članov oblikuje tipično tako politično ozračje, kjer sta nekako v življenju, kjer prihaja do 2 koalicij. Ena koalicija je na oblasti, tukaj sta oče in sin, druga koalicija je v opoziciji, mama in njen sin, in seveda skuša nekako tudi z goljufijo priti na oblast, do blagoslova, in pride. Vendar, ko je ta blagoslov dobljen, potem mora Jakob od doma, zato ker ga sin, brat tako zasovraži, da se zopet mama in Jakob bojita za življenje. In odide od doma. Na tej poti od doma so znane Jakobove sanje. Tu Jakob začne malo drugače razmišljati o svojem življenju. Kaj mu te sanje povedo? In ko razmišljamo o odpuščanju in spravi, so sanje včasih kar dober trenutek, dober moment, ko začutimo, da se začne naše življenje nekako spreminjati. Te Jakobove sanje, kot vemo, so naslikane, jih doživlja kot lestev, ki sega do neba, in po tej lestvi se sprehajajo angeli. Jakobu povedo, da kljub temu, da so ga vsi zapustili, ga Bog ni zapustil. In seveda to sporočilo vzame zelo zares, to sporočilo Jakoba okrepi in gre naprej z drugačnim mnenjem, z drugačnimi občutki, bolj pogumen. V tem pogumu sreča nekje na poti tudi že svojo bodočo ženo, Rahelo, se zaljubita in seveda potem tudi poročita. Vendar, ko se poročita, potem se mu tu zgodi nek nov izziv. Namreč, poznamo zgodbo najbrž, ko se poroči, služi 7 let za to mlajšo hčer Rahelo. Na dan poroke ali v času poroke pa pravi oče njemu, pravi, pojdi ti kar spat, ti bom jaz svojo hčerko po noči pripeljal. In po noči mu ne pripelje teta Lepe, ampak starejšo sestro Lejo, ki je bila starejša in ni bila tako lepa. Morda par teh stavkov lahko tudi preberem, da vam bo bolj domača ta zgodba. Se znana, pa vseeno. Tako pravi. Jakob je služil za Rahelo 7 let. Toda, ker jo je ljubil, so se mu zdela kakor nekaj dni. Tedaj je rekel Labanu, daj mi mojo ženo, da grem k njej, kajti čas je potekel. Laban je zbral vse može iz kraja in napravil svatbo. Zvečer pa je vzel hčer Lejo in jo pripeljal k njemu, da je šel k njej. Laban je dal hčeri Leji svojo deklo Zilpo za deklo, zjutraj pa glej, je bila tam Leja. Tedaj je Jakob rekel Labanu, kaj si mi vendar storil, ali ti nisem služil za Rahelo, zakaj si me prevaral? Laban je rekel, v našem kraju ni navada, da bi mlajšo hčer oddajali pred starejšo. Dokončaj teden 100, potem ti dam še on.
zanjo pa mi bo služil še drugih 7 let. Jakob je storil tako, dokončal teden z Lejo, nato mu je Laban dal hčer Rahelo za ženo. Tej je dal svoje deklo Bilho za deklo. Jakob je šel tudi k Raheli in je bolj ljubil Rahelo kakor Lejo. Služil je še drugih 7 let. To je ta del zgodbe, seveda, ki je zastavljen tako, kot da sta to 2 sestre in tudi v zgodbi sta, ena lepa, druga grda, ena mlada, druga stara, ena z lepimi očmi, druga z motnim pogledom in služil je za to, da lepo dobil čez noč ono Lejo, ki ni bila lepa. In drugi dan zjutraj gre na očeta, pravi, kaj si me vendar storil, zakaj si me prevaral? Jaz sem prepričan, da ne piše vsega v Svetopismu, kar mu je takrat rekel. Ampak ta Laban, oče, pravi, v redu, pri nas so take navade. In Izak in Rebeka, pred njim starša, sta se skoraj ločila. Stara starša, Abraham in Sara sta se razšla, sta se ločila. Jakob tu ne pomišlja na ločitev, ampak pravi, dobro, si me pač prinesel okrog, si me ogoljufal, ampak obstaja kakšna možnost, da jaz pravzaprav dobim Rahelo, za katero sem služil. Oče pravi, obstaja, kaj mora napraviti? Pravi, preživi teden 100, te grdo, potem ti dam še ono, zanjo pa bo služil še drugih 7 let. Preživeti teden, to je tudi malo, rekel, nejasno, mečken tako megleno, namreč takrat so veljala nekakšna pravila, ponekje še sedaj veljajo, da recimo imata ženi in nevesta teden dni časa, ker so starši imeli takrat večjo veljavo pri porokah, da se spoznata in če začutita, da nista za skupaj, se lahko v nekem smislu brez posledic razvideta. Pač posledice nosijo starši potem od vsakega. Vendar, če preživi teden s to, potem pa ni več ločitve. Skratka, če preživi teden, jo sprejme za vse življenje. In potem ponovno služi in dobi še to lepo Rahelo. Zdaj seveda v smislu odpuščanja in sprave spregovori ta zgodba močneje in s to mislijo, vsaj ne izključno, ampak tudi je morda napisana, svetopisemske pripovedi so take, da različne osebe razodevajo različne plasti enega človeka, različne dimenzije enega človeka, kar pomeni, da sta lahko Rahela in Leja 2 dimenziji, 2 obraza ene žene. Lep obraz, ki ga ima Rahela, včasih se pa žena hitro spremeni, pa pokaže ta grd Lejin obraz. In v tem kontekstu seveda, če želimo urediti tak odnos, kaj mora Jakob napraviti? Preživeti teden 100 grdo Lejo ali sprejeti svojo ženo brez pogoja. Gre za to, kot včasih malo šaljivo pravimo, recimo, ko sta še kje na sprehodu kot ženin in nevesta, pa se nevesta malo spotakne, deležna še polno pozornosti in ljubezni in bližine, ti pomagam, te popiham, te nesem. Ko se to zgodi po poroki, kje pa hodiš. Skratka, ob tej spremembi seveda obraz ne bo več tako lep. In če želi Jakob priti ponovno do tega lepega obraza, mora brezpogojno sprejeti ta Lejin, grd obraz, potem se pa lahko v tej isti ženi zopet pojavlja lep Rahelin obraz. Seveda, sprejemanje, brezpogojno sprejemanje je pa vedno povezano z odpuščanjem. In tu se pravzaprav Jakob uči odpuščati. Ker ima rad svojo ženo, je to za njega največji motiv, da se uči, da trenira v odpuščanju. In tu pri sprejemanju vemo, kako je včasih to tudi zahtevno, ko se včasih spremo zaradi kakšne malenkosti, pa so seveda ta
ti dve podobi, Rahele in Leje, se lahko pojavijo v vsakem, tako v možu kot tudi v ženi. Vsak, če je slabo razpoložen, bo pokazal drugačen obraz, bolj Lejinega kot Rahelinega. Ampak, če se imamo radi, je to trening, prosto trening teren za učenje odpuščanja. Ki je pa vedno znova. Seveda, če pa tega ni, potem pa se lahko, kot rečeno, spremo zaradi malenkosti, ampak ko to razrešujemo, če se kregamo, pa nam zmanjka argumentov, potem pa vemo, da ima vsak pripravljen svoj arhiv raznih dogodkov iz preteklosti in seveda to vedno lahko potegnemo na dan. Tako da odpuščanje ne dela arhivov. Če smo odpustili, potem smo odpustili, čeprav se bo bolečina še pojavljala. Ampak, če odpuščam, potem to, kar sem odpustil, to bomo še videli, ni več predmet nekakšnega razpravljanja ali pa zlasti neočitanja. Vemo tudi, da je imela Leja veliko več otrok kot Rahela. Leja jih je imela 4, Rahela ni imela še nobenega. In nekoč Ruben je ime najstarejšemu sinu od Leje, vidi Rahela, kako nabira neke nadliščke, neka zelišča, ki podpirajo rodovitnost. Pa pravi Rahela svoji sestri, ki je seveda tudi konkurentka v ljubezni, reci svojemu sinu, da naj še meni da nekaj teh nadliščkov, da bom še jaz dobila otroka, ti ima že 4. Pravi Leja, kot bi rekli mladi, no way, nikakor. Že tako ima rajši tebe, Jakob, da mi še rodovitnost vzameš, to pa ne. Pa pravi Rahela, v redu bom jaz rekla Jakobu, da ne gre še k tebi. Samo, da jaz tudi potem rodim. In na to Leja rodi še 2 otroka. Šele na to rodi svojega prvega sina tudi Rahela. Kaj je morala Rahela napraviti, da je postala rodovitna? Svojo konkurentko je morala prositi za pomoč. In šele na to, ker ko se je ponižala in prosila za pomoč, šele na to je tudi ona rodila. Če pogledamo tako na zgodovino nekega odnosa, potem v tej zgodovini prepoznavamo lepe trenutke, pa tudi težka obdobja. Seveda, težka obdobja simbolizira tu Leja. Katera so bolj rodovitna? Očitno težka bolj, ker ima Leja več otrok. Ampak koga ima Jakob najrajši? Jožefa, ker je prvi otrok, prvi sin od Rahele, ki jo je bolj ljubil. Skratka, Rahela tu simbolizira lepe trenutke in teh je manj, ampak so nam pa bolj dragoceni. Zato, kako sploh pridemo do lepih trenutkov, tako da prej sprejmemo težke trenutke. Če poenostavim šele na to, šele potem, ko sem se iz težav, iz težkih obdobij nekaj naučil, šele potem rodijo tudi lepi trenutki. Šele potem cenim tudi lepe trenutke. In tako seveda je ta proces tako odpuščanja kot sprave povezan z nekim učnim procesom, ki se povezuje s sprejemanjem. Brezpogojno sprejemanje, tu se učim jaz odpuščati. In vedno, ko se mi pojavi še stara bolečina, se rečem, jaz sem to odpustil. To ne sme biti več moja težava, ne sme biti več moj problem, ne smem tega več očitati. In to je vedno korak naprej, ko to prečiščujem. Seveda, ko tako živim v raznih konfliktnih in težkih situacijah, potem jih prepoznavam velikokrat tudi v sebi. In Jakob se je učil odpuščati s tem, ko je odpuščal svoji ženi in jo brezpogojno sprejemal. Ob tem je prihajal vse bolj do prepričanja, da ima tudi sam s seboj še nekaj težav, da sebe ne sprejema takšnega, kot je. In to je včasih najtežji del tega učnega procesa odpuščanja. Da sebe sprejmem takšnega, kot sem, da se vzljubim takšnega, kot sem. In včasih zelo dobro, če se to tudi naučim. Da sem vam rad, krščanska tradicija seveda je včasih velik poudarek dajala ponižnosti. Ampak
Ponižnost ni v tem, da se moram nekako, kot temu pravimo, dajati v nič, poniževati, ampak je bolj v tem, da sem jaz sam s seboj zadovoljen takšen, kot sem, ker me je Bog takega daroval v svetu. Bog mi je dal tako življenje in da s tem življenjem napravim čim več dobrega. Ne, da se ponižujem. To je, se spomnim enega primera takega prav luštnega v Veržeju, sem imel enkrat duhovne vaje za zakonce, pa so predtem imeli neke plesne vaje in je bilo vse v gledalih. Pa je ena gospa tam pač tako malo se postavila pred ogledalo, pa se malo opazovala, pa sem tako malo hudomušno rekel, no, sama sebi se zdiš vest. Je rekla, imaš kaj proti? Skratka, zelo zdrav odgovor. In se meni zdi, da je čisto dobro, če se daj tudi sami sebi zdimo fejst. Potem seveda pa te talente skušamo izkoristiti za dobra dela. Imamo pa tudi pomanjkljivosti in seveda tu prihaja do včasih kar težkih zadev. Svetopisemski odlomek tu nosi naslov Jakobov boj z Bogom. Kaj predstavlja ta Bog? Če ostanem pri primeru, ki sem ga premenil, recimo alkoholizem, lahko tudi kakšna druga odvisnost. Če sem jaz alkoholik, potem velikokrat kot alkoholiki delajo, rečem, jaz lahko neham, kadar čem. To, kar jaz popijem, to še ni pijanost in tako naprej. Dokler bom tako govoril, se ne bom spremenil. Kdaj se bom spremenil? Ko bom rekel, jaz sem pijanec. In pot do tega stavka je boj z Bogom. Zato, ker ko jaz rečem, jaz sem pijanec, potem bom jaz v tem stavku nekako zaznal vso svojo založeno preteklost. Vse tisto, kar sem narobe delal. Nekako vsa leta, ki jih nisem polno živel. Zato se tega tudi branim. Ampak to je pogoj za to, da se jaz začnem lahko spreminjati. In ko to izrečem, potem seveda jaz ne morem iziti iz te situacije zdrav, ker bodo to videli, tudi prej so že videli, ampak bodo videli sosedje, bodo videli otroci, bo videla žena, bo rekli, zdaj pa sam ve, da je on pijanec. Imamo pijanega očeta, pijanega moža. Prej so se vsi, ali smo se vsi delali, kot da to ni res. Sedaj, ko sem jaz prišel do tega stavka, kot rečeno je to boj z Bogom, pa vsi vedo, da sem pijanec. In otroci imajo pijanega očeta in žena ima pijanega moža, pijanca za moža. Ampak to je nujni pogoj, zato da lahko pridem do sprememb. Ker od tu naprej me bodo otroci spodbujali k spremembam. In žena tudi. Če se jaz delam, da to ni res, me ne bodo kvečemo pravljali kje. In seveda tudi sosedje, včasih je celo dobro in potrebno, da zamenjam okolje, ampak okolje, ko jaz to priznam, ko ta boj dobojujem, mi pomagajo k spremembam. Tako da je odpuščanje samemu sebi, pravzaprav težji del odpuščanja, procesa odpuščanja. In tudi sprava s seboj je težji del odpuščanja in sprave. Če to malo razširim, recimo na širši družbeni prostor, postavimo širši kontekst, ko imamo veliko grozodejstev v svetu. Tudi kakšna razna revolucionarna nasilja in tako naprej. Pa si včasih mislimo, zakaj ne morajo tega priznati. Ne priznajo, pa bo boljše. Ampak seveda, če jaz priznam, če sem jaz živel, recimo, ali pa tudi podpiral, če pomislim malo morda še nazaj na svoje starše morda, nek sistem, ki je bil v bistvu zgrešen, pa sem tu živel ali pa imel koristi od njega 40 svojih delovnih let. In sedaj to priznam, potem pomeni, da sem jaz 40 let živel zgrešeno, v prazno. In to ni enostavno. In seveda tudi otroci teh totalitaristov ali kakorkoli jih imenujemo, seveda to priznanje težko izpeljejo. Zato, ker bodo s tem zatajili svoje starše.
in tudi koristi, ki so jih sami morda imeli od te preteklosti. Tako da tukaj preprosto rabimo še veliko časa in tudi s prisilo ne bo šlo. Samo s tako čutečnostjo, senzibilnostjo, ko drugemu pokažemo, da se sprejemamo, potem bo možno ali bolj možno tudi tako odpuščanje. Če pa se zabarikadiramo, tako kot recimo dolgo večino svojega življenja Ezau in Jakob, potem pa ne bo sprave. Če pa delamo na tem, da odpuščamo vedno znova in se sprejemamo, potem pa bo. Ampak kot rečeno, to lahko naredim šele potem, ko sem sebi sposoben odpustiti in sebe sposoben sprejeti takšnega, kot sem. In to pripelje tudi do sprave med tema dvema bratoma, ki lahko vedno znova predstavlja tudi sprava dveh skupin ali skupnosti ali kakorkoli, pač dveh strani. Vendar ta objem še zdaleč ni dokončna sprava. Tudi ta zgodba o spravi ima več stopenj. Najprej poznamo tako imenovano osebno spravo in to čustveno spravo. Ezau in Jakob se objameta, se spravita. In ko se objameta, bi lahko rekli, hvala Bogu. Zdaj je pa sprava končana. To je to. Če ne rečem, če sem malo bolj direkten, nista se ravno objela, ampak tudi Načkov Šuštar in Kučan sta se podala roko. Pa vemo, koliko še dolga pot do resnične sprave. Tako da je tu samo ena stopnja take sprave. Prva, morda osebna in emocionalna sprava. In ko nam to uspe, potem pride do širšega pogleda na spravo. Za osebno spravo med bratoma Ezauom in Jakobom se cela družina Jakoba prikloni bratu Ezauvu, stricu Ezauvu. Da vedeti, zavedamo se, naš oče je bil tudi kriv, ni samo Ezau tisti, ki je ustvarjal konflikte, ampak tudi Jakob. In s tem, s to priklonitvijo pokažejo solidarnost in povedo, izrazijo vsi to željo po spravi. Druga stopnja sprave je tako imenovana kolektivna sprava. Recimo, ko se dva spravita, pobotata, potem je tisti tim, tista ekipa, ki stoji za njima, povabljena, da to pritrdi, da temu pritrdi, da se prikloni, da izrazi, da se strinja in to tudi podpre. Pravi, kolektivna ali pa občestvena sprava. Potem, ko se tudi na skupni ravni, kot dve družini, pobotata, spravita, tako pravi zgodba, Jakob je prinesel neke darove svojemu bratu Ezauvu. Vendar jih brat Ezau noče sprejeti, se jih brani. Svetopismo pravi, tako dolgo ga je silil, da je sprejel. Zakaj je obdarovanje tako pomembni korak pri spravi? Kaj se sicer lahko zgodi? Lahko se dva pobotata, spravita, potem pa seveda pride do novega konflikta in se začnete kregati in potem seveda v tem primeru Ezau začne metati Jakobu obraz tiste stare stvari. Saj vem, si bil že včasih tak in tako naprej. Zato je obdarovanje ključnega pomena, ker ko je sprejel dar, je dal vedeti svojemu bratu, preteklost je razčiščena. Če potem začne uporabljati te stare stvari kot sredstvo za obdelovanje ali pa obvladovanje drugega, lahko Jakob reče, oprosti, to je dar. Midva so rekla, da je to razčiščeno. Skratka, dar, obdarovanje je sestavni del procesa odpuščanja in tudi sestavni del procesa sprave. Tako da, če kdaj razrešujemo take stvari, brez simbola obdarovanja ne bo zaključeno. Samo objem, se opravičujem, ni dovolj. Nek dar, neko znamenje, nekaj markantnega, ki označi, da je
to res predelano. Čeprav bo še bolelo, že 100-krat rečeno, ampak z vidika komunikacije je to razrešeno. Obdarovanje torej. To je nekako tretja stopnja sprave. In ko smo se obdarovali, tudi Jakob in Ezau, ko sta se obdarovala, potem pravi Ezau, zdaj bomo pa skupaj hodili, bom jaz hodil ob tebi. In Jakob pravi, ne, ni treba, ker imam jaz otroke, pa živali, počasi hodimo, mi imamo svoj tempo. Pejti svojo pot, jaz bom pa svojo pot. Ampak Ezau ne popusti. Potem pa, ker mu Jakob ne dovoli, pravi, bom pa jaz nekaj svojih ljudi pustil pri tebi, da ti pomagajo. In Jakob ustraja, pravi, ne, pejti po svoji poti, jaz bom pa po svoji poti. In na koncu se zgodi tako, da vsak po svoji poti pridete v svoj novi življenjski prostor. Zakaj Jakob tako ustraja to? Zato, ker bi sicer Ezau hitro se zopet vtikal v njegovo družino. Pod pretvezo pomoči, ampak kot starejši brat bi ga hitro začel tam nekaj kompanirati in jim poučevati in seveda mu nekaj sugerirati, potem pa seveda, ker on ne more, ker mu ne dovoli, pravi pa jaz nekaj svojih ljudi ti dal za pomoč, to so tako klasični špicli, da bojo potem njemu govorili, kako oni živijo in tako naprej. In seveda četrta stopnja sprave je pravzaprav suverenost. Takrat, ko damo drugemu vedeti, da smo sposobni živeti sami, skrbeti zase sami in to omogočamo tudi drugim. Tako imamo nekako 4 stopnje sprave, kot vemo, po enostavljeni obliki, osebna sprava, objem, skupna ali skupnostna kolektivna sprava, objem skupine ali pa družin, imamo obdarovanje kot znamenje, da je to razrešeno, in suverenost. Zdaj smo to predelali in gremo samostojni v svojo novo prihodnost. In ko tako potujemo skozi življenje, seveda takih dogodkov je več in so tudi med seboj povezani, potem vidimo, da ta konflikt ni samo konflikt med Ezauom in Jakobom, ampak do tega konflikta je prišlo zato, ker je obstajal konflikt med njunimi starši. In konflikt med njunimi starši, Izakom in Rebekom, Rebeko je obstajal, ker je bil to že prej rojen konflikt v starih starših. Tako da sta ga dejansko rešila šele Ezau in Jakob, ko sta se spravila, tudi družini. Ključnega pomena pri tem je sprava z ženo ali pa brezpogojno sprejemanje žene. Seveda se pa to zaključi šele 4. generacijo. Kot vemo, tudi Jakob ni bil do svojih otrok tako nedolžen. Vemo, da je privilegiral Jožefa in zato so bratje Jožefa zasovražili. Je ustvarjal konflikte med svojimi sinovi zlasti, med svojimi otroki. In kot vemo, je bil zato Jožef prodan v Egipt, da skrajšam, da ne bom šel v podrobnosti. In v Egiptu pride do pomembnega položaja, morda samo to še, kako je Jakob dal vedeti Jožefu in bratom, da ga ima rajši. Tako da mu je dal novo suknjo ali lepšo suknjo. Suknja, plašč, simbolizira varnost in moč. Dal mu je več varnosti, pomislimo na Ptujsko Mati Božjo, in moč, pomislimo na Elija in Elizeja, ko sta zvila plašč, udarila po vodi in pot se je odprla. Skratka, moč in varnost. In ko ga vidijo bratje, ko prihajajo k njem, kaj mu najprej napravijo? Slečejo ga, plašč mu vzamejo. Vzamejo mu varnost in moč. Potem ga vržejo v vodnjak in ga prodajo v Egipt. V Egiptu, kot vemo, pride do pomembnih položajev in takrat zopet v deželi bratov pride do lakote in oni gredo v Egipt po hrano in tam seveda Jožef njih prepozna, bratje ne, nekajkrat se to ponovi in ko prosijo za hrano, pravi svetopismo, da se je Jožef zjokal, ko se je obrnil stran, potem pa zopet trdo ravnal in bratje opažajo, da jim je dal več hrane, kot so pričakovali in prosili in nič niso plačali. In to jim da misliti. Potem reflektirajo
v pogovoru, ko gredo proti domu, da jim je postavljal neka čudna vprašanja. Kdo je še doma, je še kdo doma, pa pravijo, ja, oče je bil doma, je še doma, je še kdo. Ja, najmlajši brat, Benjamin je še, ampak za njega se oče tako boji, nikamor ga ne pusti. A je še kdo? Ne, noben ga ni, pravi bratje. Mi smo še enega brata, pa so ga, ne vem, se izgubil, zveri so ga požele na koncu, se izvlečejo. In seveda, ko o tem razpravljajo, tudi razmišljajo, pravijo, ne vemo, če smo takrat prav ravnali. In to je ta sprava njih samim seboj. Ko priznavajo svoje napake, svoje hibe in ko pridejo drugič po hrano, kaj Jožef zahteva? Da pride tudi Benjamin. In vemo potem tudi tisto zgodbo z vazo, ki jo kobajagi nekdo vzame in najdejo ravno pri Benjaminu in mora ostati potem on v Egiptu. Takrat se pogajajo, potem še oče pride v Egipt in šele takrat se Jožef da prepoznati v Egiptu. Takrat pride do tiste dokončne sprave. Ko začuti Jožef, da je situacija tako zrela, da so tudi oni šli svoj proces, da so sprejeli sebe in svoje hibe in napake, potem pa lahko pride do sprave. V 4. generaciji. To pomeni, da sprava in odpuščanje ni samo stvar ene generacije, ampak da je to povezano z medgeneracijskimi odnosi in da jaz lahko pri spravi samo toliko prispevam, kot sem sposoben, kot sem zmožen. Ne morem izsiliti totalne sprave. Če hočem narediti preveč, potem ustvarjam več napetosti, konfliktov, kot pa stvari razrešim. Toliko kot ena generacija zmore, to je dovolj. Če recimo, ko sem prej omenjal ta primer, če je moj dedek alkoholik, jaz sem abstinent, če hočem to povsem brez živčnosti prenesti, bom zbolel. Bom predelal nasilje nad sabo. Tako da si moram privoščiti to bolečino, ki morajo prenašati žena in otroci, zato toliko kot zmorem je dovolj. Potem pa seveda bodo že otroci reševali naprej. In seveda na koncu bo taka stvar tudi razrešena. En drug zelo slikovit primer za to medgeneracijsko razreševanje konfliktov ali pa procese odpuščanja in sprave. Poznam eno družino, sem že kar v leti, poznam že več generacij. Ko sem bil jaz otrok, sta se dva soseda skregala zaradi nekega tam mejnika, kot se je včasih kregalo. In seveda otroci teh dveh sosedov niso smeli govoriti. V šolo so hodili vsak po svoji poti, čeprav je bilo najbližje, da bi šli skupaj, ampak vsak je izbral neko drugo daljšo pot, da se niso srečali. Ti otroci, ko so bili odrasli, so med sabo že govorili. Njihovi otroci 3. generacije se čisto normalno pogovarjali. Sploh komaj so vedeli, da so še kdaj, da so bili skregani predniki. V 4. generaciji se je sosed sosedu poročil. Skratka, nek konflikt, ko se je predeloval 4 generacije v 4., ne samo, ne vem, če je bilo zaradi tega prišlo do te simpatije, ampak ni rečeno, da je malo pripomoglo k temu, ker je bilo toliko sovraštva med tema dvema sosedoma, da so 4. generacija hotela to pokazati, da to ni bilo potrebno, da je sprava končana. Seveda smo vsi razpeti v vse 4 generacije tudi. Na nekem področju sem jaz, hotel ali ne, najbrž zastopnik 1. generacije. Ko bom ustvaril kakšno napetost, kakšen problem, s katerimi se bodo ukvarjale naslednje 3 generacije. Lahko se še tako trudim, ampak ta možnost vedno obstaja. Najbrž sem jaz na kakšnem drugem področju zastopnik 2. generacije, ko predelujem kakšno bolečino iz preteklosti, ki me dela živčnega. Da ne rečem,
tako zopet v širšem kontekstu. Koliko ljudi je živčnih zaradi komunizma, ker ne laufa tako, kot bi se želeli. Ampak je to druga generacija in nima drugega, kot da živčnostjo druge možnosti to prenese. Najbrž sem jaz na kakšnem tretjem področju tudi zastopnik tretje generacije, ko lahko veliko prispevam k spravi, odpuščanju in spravi. In seveda na kakšnem četrtem področju sem pa zastopnik četrte generacije, ko lahko nek proces sprave pripeljem do konca. Večina teh stvari teče na nezavedni ravni, ampak da pa smo razpeti v te 4 generacije, to pa gotovo drži, to odkriva tako psihologija, kot tudi sodobna psihoterapija s to razliko, da misli, da je to nekaj novega. Imamo pa vse to že v Svetem pismu. In dejansko, če majčkeno bolj globoko pogledamo, nič novega na tem svetu. Veliko stvari lahko najdemo v teh modrostih. Je pa pomembno seveda pri vseh teh procesih, da ko nekaj zaključujemo, da zaključimo z občutkom in glej, bilo je dobro. Tako kakšne majhne korake v svojem življenju, kot tudi težje. In seveda to ne zadeva toliko zdaj to medgeneracijsko reševanje konfliktov in odpuščanje in spravo. Do sprave pripelje na enem področju, ki je težka šele četrta generacija. Odpuščanje seveda pa pomeni, da je vezano na svojo generacijo. Tako jaz seveda lahko odpustim staršem, ampak pokazalo se bo, kako jaz živim svojo ženo, v svoji generaciji. Kako Jakob živi z Rahelo in Lejo, to je ključ odpuščanja. In če tu odpuščam, usposabljam sebe, zato da lahko odpustim in sprejmem preteklost, pa tudi pogledam v prihodnost. Tako da ista generacija ima ključ za učenje odpuščati in tudi spravo. Kot sem rekel, da je vedno zaključimo, pa nekako gremo s to mislijo, da je bilo dobro ali pa celo prav dobro. To, kar ni vezano toliko na medgeneracijsko odpuščanje in spravo, je pa lokacija, mesto sprave. Kot vemo, do teh napetosti, do konflikta je prišlo v Egiptu. Kje se je Jožef spravil s svojim brati? V Egiptu. Sprava ali odpuščanje se zgodi tam, kjer je konflikt nastal, na mestu konflikta. To je nič novega, tudi ta primer sem že večkrat omenjal, ampak da je bolj plastičen, recimo, če se mož in žena skregata v kuhinji. Vi se ne kregate, zato se zamislite, kako bi bilo, če bi se. Pa recimo gremo na dopust in se na dopustu vse lepo pogovoriva. Krasno, vsak svoj del prizna, se odpustiva, se objameva in je vse rešeno. Ko prideva domov, stopi žena v kuhinjo, pravi, ampak ne morem pomagati. Jaz sem bila tukaj, ko mi je to rekel, pa to zabrusil. Pride mož v kuhinjo, pravi, glih, ko se drži, kot takrat, ko so se kregali. In bo zopet nov prepir. Kaj je treba napraviti? Da pride do objema tudi v kuhinji. Tam, kjer je konflikt nastal, tam se mora zgoditi tudi odpuščanje in tudi sprava. To ne pomeni, da je bil pogovor na morju brez potrebe. Kje pa? Pogovor na morju je trening tekma. Če tam razrešimo, potem se lahko doma objameva. Potem lahko doma zaključiva ta konflikt. Če ne bo treninga, če bo vse hotela naenkrat, kot češ bo že dobro, to ne bo šlo. Skratka, trening na dopustu, zunaj tega prostora, potem pa resna tekma ali resno dejanje, zaključek tam, kjer je konflikt nastal. In se bo ta prostor, podobno kot Leja in Rahela, spremenil, kuhinja ne bo več toliko mesto konflikta, ampak bo mesto sprave, mesto objema. Tako kot se ob tem, ko Jakob sprejme brezpogojno svojo ženo Lejo in se mu spremeni v lepo Rahelo, se bo tudi kuhinja, ki je bila prej mesto konflikta, spremenila, bo dobila nov obraz, postala mesto objema in mesto sprave. Tu se učimo.
Je pa res to, da toliko kot zmoremo. In seveda vedno znova. Pa vedno z občutkom in glej, bilo je dobro ali prav dobro ali pa morda lepo in odlično. Hvala lepa.